Zdaj pri alpakah še pa je spet razlika, da ne vem, eni hočejo imeti v pudle postrižene, eni hočejo imeti irokezo na glavi. Pred 150 leti smo v Sloveniji redili okoli 30.000 ovc. Danes je ta številka skorajda prepolovljena. Gre za neko tradicionalno kmetijsko dejavnost in za eno, ki bi bila okolju najbolj prijazna. Potem pri ovčkah so zraven prišle še alpake, prišle so lame. Mene pa je najbolj zanimalo, kaj je tisto skupnega, kaj imajo te živali skupnega. In pravi naslov je bil Jurovčan Gregor Kukovec, ki se profesionalno ukvarja z striženjem ovčk. Gregor, lepo pozdravljen v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Najbolj mi je bilo zanimivo pri eni od tvoji objavi, ko si napisal, da gre za tvoje mujceke, moji mujceki. Zgleda, da so ti vseeno te ovčke, seveda strižeš tudi lame in alpake, ampak ovčke so ti blizu. Kako to? Kako da so ti te živali tako simpatični? Ker smo doma začeli tudi z, 4 ovčkami gojenjem, ravno z tem namenom, da nam popase hrib. Nekako so mi bile vedno bolj priljubljene od ostalih živali. Nimamo velike kmetije oziroma sploh nimamo kmetije, ampak tako kot sem že rekel, en hrib, ki pač, da ga ne kosimo, pač zato imamo ovce doma. Ja, ker one grejo kar verjetno... Po hribu, ja. Kaj pa kot otrok ste, mislim, že kot iz otroških let ali kasneje? To se z ovčerejo se ukvarjam zadnjih 10 let nekje. Prej pa nismo nikoli imeli ovc doma. Kako pa je prišla ta ideja, na ovčke? Zakaj, niso bili, eni imajo damjaki, eni imajo koze, kako ovčke? Ravno z tem namenom, da so nam popasle hrib. Damjak zahteva spet svoja dovoljenja. Tako da to je bilo nekako najlažje tudi, da smo pač nabavili ovce in da ni bilo potrebno več kositi hriba. Zanimivo je to, ker ovčke pač treba seveda negovati, tako kot vsako žival, imajo pač neke zahteve svoje. Ti si se pa zdaj že en čas kar profesionalno začel s tem ukvarjati, če lahko tako rečemo, no? Recimo, da je to že profesionalno, ampak ukvarjam se s tem zadnjih 5 let nekje. Prvo leto vsi strižači pravimo, da to dejansko sploh ni sezona, oziroma tu je drugo leto še ni prava sezona, potem pa se že začne malo bolj nares vse skupaj, no. Tudi ne vem, kakšna nova mašina, kakšne novi noži, dejansko se prilagodiš zadevam oziroma vedno bolje kupuješ, boljše stvari kupuješ zraven. Tako da ni neke meje, ki bi bilo vedno dovolj. V bistvu ti je vedno bolj izziv biti boljši. Tako kot vsaki poklic, ne vem, vsakokrat obstaja neka boljša, bolj profesionalna mašina, ki pač to zadevo lediš dosti lažje. Kako pa to, da si prišel na to idejo? Mislim, tako, kar vsak, zelo, ne vem, če smo v Slovenskih goricah še je kateri, ki striže ovčke, tako kot ti. Obstaja en gospod iz, mislim, da iz Urbana, en gospod iz Slovenske Bistrice, pa jaz v tej okolici, oziroma mogoče še kdo obstaja, ampak tega tudi ne poznam. Drugače pa čist v bližini še imamo enega drugega gospoda, kateri me tudi navdušil nad tem, to je gospod Jože Selinšek. Iz Gočove? Tako je, ja, iz Gočove, ja. On je hodil dejansko nam 2-3 leta strič ovčke, na kar se je poškodoval in več ni mogel strič ovc. Mislim, da zdaj spet striže tudi, no, tako da mu ne vem, kakšne krivice delo slučajno. Ja. In dejansko, ko več ni mogel priti, nismo nikoga drugega našli, da bi nam postrigal, ne vem, tam tisti okolico Jurovskega dola ovčke. Sem se pa tako odločil, da kupim dejansko svoj prvi mašin. In smo probali, ne. Pa te ni bilo prvo na začetku tako malo straha, ker si že gledal, kako Jože... Jaz sem vedno gospodu Jožetu, ne vem, ko je vedno k nam prišel, pomagal, ne vem, mogoče mi 1 leto tudi pred tem malenkost pokazal, malenkost probat dal in potem pač smo probali tudi sami, no, pač prvih 4 komadi so bili kar muka, no, tako da. To mora biti verjetno kar izziv, ker mislim, tako tudi ko sem gledala videa, ne, to ovčka zelo mirno sedi, ampak verjetno ni to tako enostavno. Ni tako enostavno vse, kot je videti. Jaz vedno pravim, če bi kdo hotel poizkusiti, naj poizkusi, da se vidi, da ni vse tako enostavno. Kaj pa, na primer, ko greš strič, dostikrat so tudi te ideje ali pa želje, da bi probali, kako to zgleda?
Včasih ima kdo željo, da bi probal, ampak večinoma pa ne. No. Ali pa, ne vem, eni so že kdaj strigli ovčke sami, ampak so na koncu videli, da je to premučno, oziroma da zadeva ne gre tako, kako zgleda vse skupaj na videu. No, in pač pol rajši pokličejo nas tisti, kateri se ukvarjamo s tem. Reči mi, tako kot smo že rekla, no, da si pač zdaj bolj profesionalno v zadnjih 5 let se s tem ukvarjaš. Kaj pa na primer ljudje, ko jim rečeš, ali pa tako prijatelji, ko pač strižeš ovčke, ali so tudi kakšne... Ja, vedno je bila prva tisti odziv, ne vem, odkot tebi ideja, da sploh to počneš, no, načeloma, no, ker, ne vem, nikoli nismo imeli kmetije doma, neke večje ali bilo kaj od živali, ne. Tako da, ne vem, pol smo pač tako začeli. Vsem je zanimivo, pač, ko počneš nekaj takega, ne, tudi tako, kako sem neobičajnega, no. Neobičajnega, ja. Pa dokaj umazano delo, no, vsi vemo, štala, gnoj, ne, tako da vedno si nekje na nekem umazanem. Ja, ampak mislim, se tako, ko vidiš, mislim, imate kar vedno tako urejeno. Jaz prvega tako pač laično, ko sem videla slike, pa to se mi je zdelo zelo tako prijetno okolje. V večini primerih je urejeno, no, ampak naletiš pa tudi na primere, ko je dokaj fejst gnoja v štalah, oziroma ko ni tako čisto, no, kar je normalno. Ker je to kmetija. Tako je. Rekel si, da ti je Jože navdušil, oziroma ti dal tudi te veščine. Ali si mogel še kje drugje pridobiti te veščine, ali kako je s tem? Ja, načeloma obstaja pač, ne vem, vsak striže po nekem svojem sistemu, oziroma gospod Jože je pač strigel po svojem sistemu, obstaja pa pač striženje kot, ne vem, po celem svetu strižejo vsi enako, ne. Ko je tudi dosti lažje, recimo, strič. In potem sem se povezal z enim strižačem, tudi ko se ukvarja z tem, katerim smo skupaj šla na eno kmetijo, pa postrigla nekaj ovc, on mi je tudi tako pokazal pravi sistem striženja. Tudi da gospod Janez? Tako je, ja. Tako je, ja. Gospodom Janezom smo se kasneje, jaz mislim, da po enem letu sem se povezal z njim, on mi je pokazal ta pravi prijem, pravi sistem, kje začeti točno, in takrat smo pač, sem dosti boljše oziroma lažje zafunkcioniral. Pol pa, če gremo zdaj res bolj praktično, mi to ponazorimo, ne? V bistvu, kak je res tisti postopek striženja? Kako se ti lotiš tega? Zdaj, vedno, ko prijemo na neko kmetijo, si moramo poiskati neki čim bolj ravn prostor. Zdaj, če strižemo, imam pač 2 mašina, enega imamo, ko je baterijski, enega pa imamo, ko je zraven stojalo. Tisto si vse skupaj postavimo, seveda ovco polovimo, ne? Posedimo. Pol pa, ne vem, začneš pri zadnji nogi, oziroma po trebuhu, pri zadnji nogi, pa tako naprej, no, tako da. Kako pa jo posediš to? Prevržeš jo, pač Pogledaj priješ. tako, mislim, se to malo kile. Da se. Ja, sigurno, da se. Ko pa, na primer, ko kjeri, ne vem, ta ovni, ko so težki ali pa imajo rogove. Zdaj, dosti krat kdo tudi pomaga, ne vem, pač rogov z ovcami v Sloveniji je zelo malo, sploh v naši okolici, da ima ovn, recimo, rogove, je to... Mogoče tu v lenarški okolici sta 2, ki jih imata z rogami, ne, tako da, drugače pa jih ni. Ja. Kaj pa, na primer, če dava primerjavo alpake pa lame? Načeloma ovco posedimo, alpako poležemo, privežemo, lama se uradno sploh ne striže, zaradi tega, ker se čisti sama, ampak v dostih primerih se ne očistijo same, tako da tisto pa probamo z lastniki nekako kratiti zadevo, no, da tudi stoje čim bolj lažje postrižemo. Ja, ker, ne vem, za primerjavo, ovca ima povprečje od 50 do 60 kg, alpaka nekje isto, lama pa odrasla ima okrog, ne vem, 200 do 300 kg, tako da tega pač enostavno ne gre premetavati, ne. Tako da. Tudi nevarno je, bo dosti boljno kot bilo kaj drugega. Seveda 200-300 kg, to je malo razlika, ne? Tako je. Napisal si eni izmed tvoje fotozgodbe, če lahko tako rečem, da vedno se med to čredo najde ena, ki je tečna. Ja, vedno obstaja med kako čredo vsaj ena ovca, jaz pravim, ko ni na miru, ne, oziroma ponovadi je tudi kakva več, ampak ena je sigurno tista, ko ni na miru, ali pa ne vem, ko je že postriže, še vedno pride zraven gledati, pa ne vem, kaj se dogaja, ne, tako da. Ni vedno tako, da vedno bežijo, recimo. Ne, so tudi radovedne nekatere, ne. Aha, kako pa, na primer, imaš kakšne take, so posebni triki, kako se umirijo, ali kako? Dejansko, ko ti naenkrat posedeš na ta zadnjo, se ona dokaj umiri, no, in ker je kao v nekem krču. Ampak obstaja pa pač, ne vem, ko ni ravno na miru ovca vedno, ne, tako da se tudi kdaj pa kdaj 2-krat, 3-krat premetavamo nazaj,
da sploh do konca postrižemo. Imela sem en dober podatek, mislim, zdaj se mi je tako zanimiv. Profesionalni strižci ovc so izjemno hitri in lahko ovcam odstranijo volno v približno 2 do 5 minutah. Svetovni rekord je, da lahko v 700 ovc v enem dnevu postrižejo. Dobro, pustimo, da to so verjetno kakšne tam dol, Nova Zelandija. Tako je. Kako pa tebi gre to? Koliko jih postrižeš? Zdaj vedno imaš tisti neki svoj timing, oziroma vsaj veš približno, koliko ovc, ne vem, v eni uri lahko postrižeš, če jih sam loviš, če ti kdo pomaga loviti. V glavnem jaz vedno gledam nekje povprečje 5 minut na ovco nekje, da porabim. Če moram poloviti, postričiti, parklje porezati, recimo tudi parklji se režejo pri ovcah. Zdaj, če še ima kakšen lastnik, recimo zdravilo za protizajedalcem, se še da zdravilo protizajedalcem, če jo že enkrat držimo. Tako da jaz pravim 5 minut je povprečje. Vse načeloma to hitro? Ja, je kar ja. Mislim... Čisto tako, če prijemo v čredo, ko jo imamo res na enem kupu zapreto, pa ko je mogoče malinkost več ovc, tam 15 na uro jih gre brez vsakega problema. No. To je tudi kar, ne? Ja, to je 5 minut nekje, mogoče še celo kaj manj, ne, na komad ovce. Ampak vseeno tudi tako, ker imajo ovčke se strižejo na posebne čase, no? Tako je. To naj bi bilo spomladi pa jeseni, če prav razumem. Večinoma strižejo spomladi. Jeseni je zelo malo tistih, ki spet strižejo v drugi rundi. Največ je tistih, ko imajo mogoče zaprte v štalah, recimo. Tisti ponovaj 2-krat strižejo, vsi ostali pa samo enkrat. Ne vem, primerjava je recimo, ne vem, 10% ljudi, kaj jaz hodim, striže še enkrat, ostalo pa ne več. To razlog je v bistvu potem samo v higieni, ali... Ja, čisto tako postrižena ovca, recimo, pač vsaj meni so tako povedali, ne morem povedati iz lastnih izkušenj. Če jo kao pravijo, da če strižemo 2-krat je prvo higiena, drugič pa je v tem jesenskem delu želi ovca čim prej povrniti volno nazaj, avtomatsko poje več hrane. Lepši jagenček, lepša ovca. Ja, drži. Tu bi naj bil razlog glavni, ampak ne morem pa jaz to 100% potrditi, ker tudi nisem veterinar, da bi lahko to rekel, pa je to sigurno. Ne. Ampak v večini primerih tako povejo. Tlele me kot sem na začetku sem rekla, da imamo 5 avtohtonih vrst, pasem. To so belokrajinska pramenka, istrska pramenka, bovška ovca, jezersko-solčavska ovca, jezersko-solčavsko-romanovska. Tako. Kakšna je razlika? Mislim, tako bom napačno sem vprašala. Kakšna je razlika pri striženju? Je sploh kakšna razlika, ali so pri teh slovenskih se opazi, razlika v volni se opazi. Najbolje, ne vem, istrska in belokrajinska pramenka imata odprto volno. Kako bi vam povedal, ne vem, gosti las ali pa redki las, recimo, v tem je največja razlika. Pol pa imamo, recimo, ne vem, JS ali pa JSR, recimo, jezersko-solčavsko-romanovska, ima bolj zaprto volno, recimo. Imamo še tudi kakšne druge, ko niso avtohtone pasme v Sloveniji, ko so zelo zaprti tipi volne, no, tako da je dosti težje postričiti. Pa je potem v bistvu postopek isti, vendar malce bolj zahteven. Čisto isto, samo malo bolj zahteven. Mogoče gre, ne vem, belokrajinska ali pa istrska pramenka, vem, da, ne vem, čeprav tu pri nas v okolici, ne vem, Slovenskih Gorici skoraj da ni, ne, belokrajinske ali pa istrske pramenke. So večinoma JS ali pa JSR, recimo. Tako da, ne vem, za primerjavo, istrsko pramenko sem že strigel, belokrajinske še nisem, po pravici povedano. Istrska pramenka je res nekaj čudovitega, ne vem, volna kar pada na stran. Ko recimo pri teh JSR pasmah ne gre volna tako lepo. Verjetno potem tu je razlika pri sami, tako ko uporabljajo potem za pojštre, pa za odeje in za te stvari. To vam pa ne znam točno povedati, no, zelo malo ljudi dava volno na sprej v predelavo, recimo, tako da večinoma gre volne smeti povedano, no, tako da... Ja, v bistvu jo imajo, da v bistvu pokosi ribe in to je to. Tako je. Vem, da si napisal, da je prejšnjo leto si prvič strigal tudi, če se ne motim, na Hrvaškem, Vlašičko pramenko. Vlašičko pramenko, tako je.
Pa potem tale na kmetiji Kotnik imajo to pasmo Teksel. Teksel, ja, tako To je, so ja. verjetno bile prvič, ko si. Kak je to občutek, ko veš, da greš prvič? Zdaj, ne vem, Teksla, recimo pri gospodu Kotniku že strižem, jaz mislim, da že 3. leto. To je pač vrsta ovce, ko je bistveno težja od vseh teh naših ovc, ne. Tako da tu ima, ne vem, ena ovca ima povprečje, lahko rečemo 80 kg, ne. Tako da tu je fizično, kar zadeva, bistveno bolj naporna, kot pa bilo kje drugje, ne. Pa potem je pomoč ali zmoreš. Ne, ponovadi ne vem, nam pomaga mi lastnik ali pa kaki prijatelj, recimo, da mi pomaga polovic vsaj. Striže se po istem postopku, ampak pri lovljenju pa ponovadi pol nekdo pomaga, zaradi tega, ker je, ne vem, če je do 50-60 komadov, 80 kg težkih ovc postrič Je malo je izziv. malo izziv, ja, tako da. Pa je naprimer tako, ko greš prvič eno tako ovčko, mislim, nekaj novega delati. Ja, že zaradi same velikosti ovčke mogoče je nekaj izziv, ne, da je pač dosti težje prevreči, dosti težje poloviti in tu je tisti največji izziv, ne, tako da. Spet drugačna volna, recimo, tako da. Tu je najbolj mogoče razlika. Kaj pa potem, tako kot se lih zdaj, ko si rekel volni, kje so bolj kosmate ali. Volne imajo na sebi načeloma vse isto nekje, ne, ampak pol je samo razlika, ne vem, če strižeš dvakrat ali enkrat letno, ne. Tista, kaj se striže enkrat letno, ima bistveno daljšo volno, recimo, kot pa tista, kaj se dvakrat striže, kar je razumljivo, ne. Mi se enkrat letno postrižemo ali pa dvakrat, bi imeli tudi razliko v laseh, ne, tako da. Drži. Imela sem še en podatek, da je bilo, mislim, da v Novi Zelandiji, da so eno ovčko izgubili, ali kako je že bilo z njo, da so potem po 5 letih najdali in se jo pač seveda ostrigali. Tista ovca je imela gor reva 27 kg, imela, da so ji dol. Res je. Si kdaj imel ti kakšno tako? Čisto tako po prigodo? pravici povedano sem 2. leto ali pa 3. leto sem se ogromno srečeval z takimi strankami in ovčkami, ko mogoče niso bile 2 ali pa 3 leta tudi nepostrižene. Kar pa se zdaj letos, pa prejšnjo leto več ne srečujem, so kar zdaj redne stranke, ki pač skrbijo za zadevo. Ampak ravno zaradi pomanjkanja mogoče strižačev, recimo, je prišlo do tega, da mogoče eni niso 2 ali pa 3 leta strigli ovčk, ker niso nikoga dobili, da bi jim prišel postrič ovčko, ne. Kaj pa naprimer te, zdaj, če niso bile postrižene, so imele tudi te zajedalce notri? Ali. To pa je čisto različno. Zdaj eni tudi dajo, tudi če ni postrižena, dajo sami zdravilo proti zajedalcem, tako da tisto bi. Bolj tisto. Načeloma vsaka ovčka mora vsaj enkrat letno ali pa 2-krat letno dobiti tudi iz veterinarske stroke zdravilo proti zajedalcem, ne, tako da tisto bi vsak lastnik moral sam poskrbeti za to. Ne, ker potem, če verjetno ni bila tolikokrat postrižena, se lažje. Ja, samo se ni toliko zajedalcev pod samo volno, koliko je recimo v telesu ovce, recimo lahko zajedalec od gliz do takih stvari, ne. Kaj pa naprimer, če primerjava z alpakami pa lamami? Te so vseeno malo specifika, verjetno. Tam je spet popolnoma druga volna, dosti bolj občutljiva zadeva, sploh alpaka, ne vem, alpaka nima teh krničk za strjevanje krvi. Tako da moraš res biti pazljiv, da slučajno ne vrežeš, recimo, ker dosti dlje časa rabi, da zadeva zaceli. Zanimivo. Ja. Aha, ok. Pa tudi verjetno teže se pomirijo, no? Alpake? Ja, naj bi. Alpaka pač vedno mora biti vsaj lastnik zraven, ampak alpako, ko se enkrat zveže, je popolnoma na miru, ne. Tako da alpako se na tla zveže, se, kako vam povedal, se raztegne, pa se pol samo levo desno obrne, pa je postrižena. V bistvu, ko je na tleh, je. Pač alpaka vsi vemo, da ima dolgi vrat, ne, in tisti vrat, če nekdo vsaj prime glavo, da je na miru, je pol zadeva. Pol se prepusti v živo. Se prepusti, ja, zadevi, no, tako da. Lama pa isto, mislim, ne neki. Se pravi, lamo sem do zdaj mogoče, ne vem, 2-3 strigel, ampak lama je temperamentna žival, ko se ne umiri tako hitro. Tudi malo kdo jih ima, kako vam rekel, razcartane. Tako da ponavadi je dosti bolj divje. Se pravi, 2-3 sem se zdaj srečal z lamo, nič več. To pa tudi nisem vedela, da so, ker vem, da verjetno, ja, to so alpake, ko imajo tudi možnosti fotografiranja z njimi. Tako je, alpaka se. Zaradi tega, ker je. Ravno alpako, recimo, ne vem, dosti bolj odmačijo, navadijo na neko hrano, da prije do ljudi, ko pa lame ni toliko tega, no, ne vem, tu v Verenini, ne vem, kako ima posestvo Valdek, če ste že slišali.
Oni imajo lame in alpake, koliko vem. Oni imajo dokaj domačeno, ampak načeloma pa, da bi nekje videl, da je lama ful domačena, tega ni. Tega ni. Kako pa je potem s strižanjem? One imajo isto tako enkrat letno ali večkrat? Enkrat letno se isto strižejo. Zdaj pri alpakah še pa je spet razlika, da ne vem, eni hočejo imeti pudle postrižene, eni hočejo imeti irokezo na glavi. To je že malo modni dodatki. Že nekaj modnih dodatkov, ja. Ko sem videla, tu je ene malo trapez narejene. Tako je, tu pač, ampak tu dosti več časa pol spet porabiš za striženje, kot pa če bi, ne vem, postrižeš do nule. Aha. Pa, naprimer, ko si tak prišel na sam kraj, dosti ti v bistvu na terenu, ne? Mislim, ja, dela se bolj kot ne na terenu. Večinoma je vse na terenu. Pač nišče ti ne pripelje ovce ali pa alpake domov, tako je. A so bile kakšne take posebne anekdote, ki si jih spomniš, da so bile? Ja, najbolj zanimivo je vedno, da nam pač, vedno je treba paziti, da nam ne pobegnejo, ne? Kar pa je, jaz pravim, v sezoni se nam pri vseh teh ovcah, jaz mislim, da vsaj 10 do 20 krat zgodi, da vse skupaj pobegne, pa pol več ne dobimo. Ne? A pol še vedno ena ostane, ki je... Še tudi vedno ena ostane, ki je nepostrižena. Ker vem, da enkrat je bila ena celo, ki je niste mogli ukrotiti. Mislim, je bila lama? Ja, lamo smo že strigli, ko pač enostavno... Je rekla, ne dam. Uspela. Tako je. Tako je. Kaj pa potem pri samih teh ovčkah... Če bi izbiral, ali je tebi sploh v bistvu, imaš kakšne, ki so ti ljubše? Ali pa tako Zadeve ni nekaj ljubše, pač vsi vemo, zadevo je treba urediti. Edino mogoče imaš ljubšo, ko veš, da greš nekomu, ko ima zadevo ful urejeno, lepo zaprto, da se ne mantra z lovljenjem, kot pa nekomu, ko ne vem, še kako urce lovimo, recimo ovčke skupaj, da jih sploh začnemo striči. Ko v bistvu prvo ti najboljše, da se dajo v hlev, da so na enem kupu, pa samo. Tako je, to je najlažja zadeva. Po tekočem traku. Ja, res je. Potem me še zanima, tu pa je mi dala kolegica idejo, da bi mogla vprašati, v bistvu, alpake zelo rade pluvajo. Res je. Najbolj so mogoče dominantni kaki samci, ker pač enostavno se ne bi pustil striči in pol to pluvanje je res taki en grdi smrad, ko pač si niše ne želi, da bi ga ravno pluvno ali pa da bi nasploh pluvano. Aha, in tebe je že kdaj, kjer je vizale zdaj? Ponavadi kakega lastnika pluvne, ker ne vem, če mu že glavo drži, pa pazi, da se ne bo premaknil, pol je prvi tisti lastnik, kateri dobi tisti pluvec, no tako da drugače pa jaz še nisem nekega problema z tem. Pa ovčke, na primer, vejo kdaj, ali pa dobro, živali rečem, mislim, ja, živali čutijo stvari, ali tudi ovčke vejo kdaj prija tisti, da si zdaj ti prišel k njim, pa boš jih postrigel? Jaz, tako kot ste že rekli, ne vem, mogoče res žival čuti, ne vem, včasih, mogoče kdo nima zaprtih, pa jih pol niti ne dobi, ko prijem, ne, mogoče, ne vem, že zaradi tistih oblačil, ki jih imam od drugih čred, vejo, da bojo spet zaprte, da bo se nekaj dogajalo, ne, tako da dosti krat se tudi zgodi, ko jih ne dobimo, recimo, pa jih pol ne strižemo, niti ne. Tako da spravim, mogoče pa žival res čuti. Ja. Pol edino, tu je še posebej pomembno, no, pri pomočki. Nekaj smo se že pogovarjala, da dejansko na začetku si imel bolj, ko ne rečemo, osnovnega, zdaj si pa vedno dobiš nove ideje, kako jih posodobiti. Dejansko smo prišli do neke zadeve, ko, ne vem, obstaja mašina na kabel, ki pač, ne vem, imaš dosti več problemov, da se lahko zamotaš za ovčko, sam sebe tudi, recimo, tudi če je nemirna, se dosti bolj zajebavaš z tistim kablom, če te nekaj moti pri mašini. Letos sem tudi prvič nabavil baterijsko mašino, ko je, jaz pravim, zlata vredna, zaradi tega, ker pač ni več dobenega kabla, ni ničesa. Imamo pa še pol za te večje črede, imam pa še to profesionalno mašino, ko se postavi na eno roko, se naredi podes, pa se pol striže. Ko, ne vem, vsi na video, recimo na YouTube vidimo, ko so tiste zajle dol naredite, pa zraven ročka za striženje. To si v bistvu, če se ne motim, naročil iz Anglije? Večinoma stvari iz Anglije ali pa z Poljske se nabavlja. Ja. Se dajo dobiti tudi v Sloveniji, ampak ali je čakalna doba dolga, ali vedno cene so nekje iste. Edino Anglija nas zdaj zafrkava že zaradi Brexita, tako da to je edino žalostno. Ostalo pa, drugače pa, ne vem, v enem tednu bo šla vse skupaj doma. Pa vedno vse na zalogi, tako da.
Ti, ko prispeš na kraj dogodka, prideš takim res kufrom, velikim, to zgleda kar tako orang, pa verjetno tudi zadeva stane. Zadeva, pač, če hočemo že nekaj profesionalno imeti, pa se ukvarjati s tem, kako treba, pač vedno treba nekaj vložiti v to in zadeva je kar draga, ne vem, preko vse skupaj nabaviš. Prijem pa res, imam en kufer na koleskah, pa pol še imam ponovadi en kufer na avto nared gor, da pač vse stvari spravim do kmetije. Stojalo pa to. Tako je, ja. Koliko pa, če bi rekla tako čez palec, koliko je znaša vrednost vse te opreme? Če štejem vse svojo opremo, ki jo imam, je vrednost nekje 4000 evrov, nekje rečemo. Pa verjetno še potem se morajo te nožke... Noži se davajo brusiti, vsi vemo, da pač dlje se brusi, obrabi se, tako da, ne vem, vsako leto se dokupi kaki novi nož, tako da... Je pa tudi, ne, če je bolj oster, tudi lepše ureže, manj je vraznin, ne? Čisto tako, ne vem, za primerjavo vam lahko povem, da ko sem začel striči, sem z enim nožem postrigal 4 ovčke, zdaj pa jih lahko z enim nožem 50 postrižem, tako da je kar bistvena razlika, ne. Pa prejšnje te nožke si imel... Nožki so, ne vem, vedno imam eno Heiniger znamko, recimo, ki jo uporabljam od samega začetka, takrat mi je bilo tudi to priporočeno, recimo, da pač to je blagovna znamka, ko je na nekem nivoju in od samega začetka tisto uporabljam, ampak pol je samo praksa vse skupaj, kako nastaviti nož, koliko zategniti škarje, da nož reže tako, kot je potrebno, recimo. Tako da pol samo tu, pa pol hitrost tudi, ne. Ja, seveda, vaja dela mojstra. 4 ali pa 50, recimo, je pa kar razlika. Tu pa je res razlika. Tako je. Kjera bi bila, verjetno imaš kakšen ta podatek, kjera je bila največja čreda, ko si jo? Največja čreda je bila 83 komadov, recimo, to, kar jaz postrižem vsako leto približno nekaj isto. Sam. Pa to se kar Švica, ne? Polna kapa, ja. Za mene osebno je to, ne vem, pač tisti limit, ki ga lahko dosežem. Kaj pa najtežja ovčka ali pa oven? Najtežji pa je bil po mojem oven, ki je imel, ne vem, pač vagali ga nismo, ampak tako od ocenje je bil tam 130 do 150 kg, tu nekje bomo rekli. In potem si ga sam ne moreš ga samo kratiti, enostavno ne gre. Ne, seveda. Pa je bil miren ali... Že zaradi same teže je dokaj miren, zaradi tega, ker se tudi, vsi vemo, močnejši si, teže se premikaš, tako da pol je tudi pri živali isto, no, tako da... Pa se kdaj, na primer, bi lahko taj oven, ne poznam toliko ovčka, ampak bi se lahko tako razjezil, da bi postal agresiven? Ogromno ovnov je napadalnih, recimo, tako da tisto, eni so, eni niso. Ampak vedno vsi pravijo, manjša je čreda, prej postane napadalen. Aha. Dobro, okej. Drugo vprašanje, prej smo malo že bi rekla, dotikali smo se tega, pač samo striženje, sama taktika dela mojstra, ne vaja dela mojstra. Kaj pa, vem, da v Novi Zelandiji je bolj to, pač seveda, ker ima toliko ovčk, tekmovalni šport. Vem, da je tudi v Sloveniji obstaja to državno prvenstvo v striženju ovc. Tako je, lani si kdaj bil? Ne, nisem bil, sem pa bil lani prvič povabljen na to, ampak mi časovno enostavno ni zneslo, da bi lahko prišel. Mislim, da bo letos spet. Tu v občini Žirovnica? Ne vem, zdaj pa sem zlagal, če bom rekel točno kje, ampak vsako leto organizirajo striženje ovčk. Se pravi, lani sem bil povabljen, ampak nekako mi časovno ni zneslo, da bi lahko šel. Ker tako, ko sem gledala tudi, mislim, da je spletna stran drobnica.si. Tako je. Če pogledamo tam statistiko, je kar, strank je veliko. Ja, stranke, jaz pravim vedno nas je premalo strižačev, tudi mladih strižačev ni, da bi, ne vem, nekako nadaljevali to. Tako da strank je preko dovolj. Kaj pa misliš, da bi bilo, kako bi lahko jih navdušil? Kaj je tisto, da bi mlade lahko k temu navdušil? Leto sem celo prvič dobil ponudbo, mogoče 2 mlajših, ko bi zadevo probala stričiti in ne vem, pač to je zadeva, to je delo, ki mogoče, ki ga moraš imeti rad, če zdaj nekako nimaš živali, oziroma kako naj povem. Pač moraš imeti neki občutek, da bo ti to všeč, da to delaš tako kot vsako drugo delo, recimo, ne. Tako da zdaj, če nekdo ni za neko zadevo, pač tega pol ni, ne. Tako, je mene navdušilo striženje, tako bi moglo mogoče koga drugega, ne. Ker je pa to dokaj mučno delo, tako da.
Ker vidim, da doskrat, mislim, tudi takrat se že temperature malo dvigajo, pol pa če jih še imaš 80, pa Tako je. tista volna plapula, Ja. je kar zahtevno, ne? Zdaj probamo vedno, da ne vem, sred marca se začne nekje striči, vsaj jaz začnem nekje tam, pa da sem v 3 mesecih končan se skupaj do tiste glavne vročine. Ampak letos je tudi prvič, ko mi to ni uspelo. No. Pol tiste stranke se prestavijo, ali kako? Zdaj, čisto tako lahko bi zdaj tu iztrigli, ne? Samo vsi moramo gledati za zdravje sebe, pa za zdravje očke, vsega ostalega. Zdaj vsi vemo, v neki vročini pri 30 stopinjah iti strič v neko štalo ali pa na nekem soncu pač enostavno ne gre. No? Tako da jaz vedno pravim, počakajmo do konca avgusta, pa pol postrižimo še tisto, kaj je ostalo. No. Drugače pa strižeš bolj kot ne po Sloveniji, ali greva še tudi preko meje? Prej smo menila sicer Hrvaška. Hrvaška nekaj malega, ostalo pa tukaj recimo največ ta štajerski konec, Prekmurje, ta del največ tukaj. No. Tisto ste se potem že razporedili drugi. Še nekaj drugih strižačev po Sloveniji, ja, tudi ko striže, ampak meni je ta okolica nekako mi je tu najbolj domače se počutim, pa tudi tako, kako sem že povedal, to je moja popoldanska obrt, ne vem, zraven službe, pa zraven družine niti ne gre več. Kaj pa drugače, mislim, služba? Delam v Avstriji, v enem skladišču. Aha, pol pa še ta vožnja. Ja, kako ti pa to pol uspe, mislim, čez vikend ali? Ne, čez vikende smo mogoče drugo leto delali, zdaj pa tudi že popoldan po službi, recimo, zraven. To pa je zahtevno. Vsi doma vejo, da ne vem, od sred marca pa do konca junija me skoraj da ni doma, no, tako da. Ojoj, Ja. pol se pike dobivajo na dopustu, za Tako ta je. male pa to. Ja, tako je. Poleg striženja si že omenil, ponujaš tudi, da se teli krempelci, pa te Ponovadi, pedikura za ko ovce. postrižemo ovco, tudi pač pol to pedikuro, ne vem, postrižemo parklje, ker je pač, ne vem, ovčki se zapre parkelj, lahko prije do vnetja, do bilo česa drugega. In pač te vsaj enkrat letno ima tudi to striženje parkljev. Vem, da težava, zdaj ne vem, če prava primerjava, pri psih je to kar izziv, ne, doskrat se malo neke kontra stavijo. Je tudi pri ovčkah ali gre Tu pa ni nekih večjih problemov, vlako so samo, ne vem, bolje deževno, bolje razmočen teren, bolj mehki so, bolje suho, bolj so trdi, tam je pač malo težje vse skupaj odrezati in je to druge razlike. Pa Lih si omenil, da je moker teren. Mokre ovčke se lahko striže? Ne, se jih ne da. Se jih ne da. Ker? Že zaradi same umazanije, pa pol tudi ne postrižeš dovolj lepo, zaradi tega, ker ne vem, ko prije enkrat premoči ovčko, niti stroj ne reže tako, kako bi potrebno bilo. No. Pa še če pogledamo, da je elektrika zraven, pa vse ostalo pač ni nekako priporočljivo, da bi se strigle mokre. Ti si rekel v bistvu, da ovčke samo strižeš nekako. Kaj pa ti pridelovalci volne, to me malo zanima. Vem, da si sodeloval s tem Osovenom tudi, ne? Dobro, da so sodelovali, nekaj nismo, vedno se gospa ponudi, da pač, da lahko povem naprej, da odkupujejo volno. Se pravim, tako, kako sem že prej omenil, da je zelo malo tistih, ko dajo volno v predelavo, recimo, tisti, kjer pa dajo v predelavo, pa ponavadi že naprej povejo, da bo zadeva šla v predelavo, zaradi tega, ker volna ne sme biti tudi ne tisto neke fejst umazana. Tako, kako sem že prej omenil, pač postavi se podest, mogoče se parklji že predtem poreže, recimo, da pol ni to zmešano v eno volno. No. Ponovadi tudi lastniki pol mogoče kaj razberejo, recimo, kako umazanijo, iz volne odstranijo. Tako da, ker ne vem, koliko vem, se pol volna ocenjuje po kvaliteti, recimo prva ali pa druga kvaliteta. Bolje umazana, slabše kvalitete. Ja, je vse kar smiselno. Rekel si, da imaš tudi družino. Misliš, da bo ta tvoje generacije potem nadaljevale to? Ali? Nikoli ne vemo, načeloma imam 2 punčki, enega fantka, tako da, če bo fantek probal postričiti kako ovčko ali pa mogoče nadaljeval mojo zadevo, bi bil zelo vesel načeloma, ampak Pa je sploh punce, ki striže ovce? Obstajajo tudi, sploh tako, kako smo že omenili, Nova Zelandija, Avstralija, tam jih je ogromno. V Sloveniji jaz mislim, da 1 ali pa 2 obstajata, ampak ne pa jih tako osebno poznam. No. Ja, ker tu je kar, vseeno rabiš malo fizična moč, je tu prisotna, mislim. Ja, vseeno je fizično dokaj naporno, no, tako da, vse koliko vem, da mogoče kakšni punci pač pol tudi verjetno pomagajo poloviti zadevo, no, tako da. Ja, da je vse malo lažje, ne. Tako je. Kaj pa pri teh majhnih ovčkah, to vem, da
ponavadi, ko je slika gor, smo vsi, kako je lepa, ne? Ja, načeloma tisti jagenčki takoj se ne strižejo, imamo še te mini ovčke, ki obstajajo. Jaz pravim, rajši postrižem normalne velikosti ovčko, kot pa te mini ovčko, zaradi tega, ker jaz pravim, težje je prijeti pa vse ostalo, kot pa tisto veliko ovco. No, Ja. Ni toliko težka kot odrasla ovca, normalna ovca, ampak meni je težje postriči. No. Ja, seveda, mislim, tudi Tako je, težje ja. pride se zraven, Ja, pa te res je. stvari, ne? Če smo zdaj že glih bila pri volni, a imate doma potem, mislim, uporabljate te volnelne izdelke? Jaz tudi ne davam volne, ne vem, mi imamo doma 8 ovčk, ne davam naprej v predelavo, ampak če že uporabimo, mogoče uporabimo za kako zastirko. Tu uporabimo, mogoče damo kje pod kaki paradajz, pod kako papriko, kot zastirko, drži vlago, recimo, tako da. Za to, drugega pa, ostalo pa tudi gre v smeti. Je tukaj posebno potem odpadek ali... Vsi vemo, da so zadnje časi, to pa ne znam, to pa vam ne znam povedati. To še niti, ja. Ne vem, jaz ponovadi to peljem tu na našo smetišče in je to. Ja, pa že potem oni vejo, Ja, kako s točno- tem narediti, točno ne? tako je. Kakšni so načrti za prihodnost, se mogoče... Ja, upajmo, ne vem, pač lahko rečem, da posel kar cveti, rad bi še naučil vsaj enega ali pa 2 strižača, ko bi mi mogoče pomagala, da bi bil nekdo novi, da bi se zadeva razporedila več, ker jaz pravim, da dela je dovolj za vse, da tudi zdrava konkurenca je dobra. Tako da upajmo, da še pride kdo novi, ki bomo ga lahko zraven naučili in da... Ker dejansko, mislim, zdaj verjetno obogateti s tem glih ne moraš, lahko lepo zaslužiš. Lahko lepo zaslužiš, lahko, ne vem, jaz pravim, če bi bili mogoče še mlajši, bi mogoče lahko postrigli še kako ovčko več, mogoče bi lahko živeli od tega, ampak moram povedati, da je to tako bolj sezonsko delo, da to ni delo za celo leto, ampak za, ne vem, 3 do 4 mesece na leto. Potem je pa v tistem kratkem času težko. Postrič čisto so zadeva. Ja, pa mislim, tudi toliko zasluži, da ti lahko celo leto Leto od tega živiš, ja, živiš. tako je. Je težko, ampak je pa dober dodaten zaslužek. Nekaj pa je. Tako, ok. Mislim, da smo povedala vse o ovčkah in o striženju, morda koga navdušimo. Upajmo. Tako da, hvala lepa, da si bil naš gost. Vkolikor vas zanima še kaj več okoli striženja ovčk, lahko sledite Gregorju Kukovcu, ima svojo Facebook stran, povšečkate mu, sledite in vidite, kako se zadev loteva on. Tokrat smo zaključili z našim Neokvirjeno. Če nas želite še naprej spremljati naše zanimive zgodbe, naših lokalnih ljudi, lokalnih zgodb, nam sledite na YouTubu, imate nas tudi na Spotifyju, kakšen reel objavimo na Instagramu in Facebooku, drugače pa se beremo na www.outar24.si.